Živijo, dobrodošli v podkastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd bi govorila o tem, kaj sva videla pa slišala na AI Weeku, na konferenci, na kateri sva bila v Milanu. Pa zdaj ne tako, bila sva na tem predavanju slišala to, ampak nekak tak vibe, povzetek, tudi če iz posameznih predavanj, ampak tako, kam gremo, kaj so neki signali, kaj ta dogodek daje. Tako, overall se meni zdi, da je bilo dobro, da se dogodek ni fokusiral na modele pa na prompte, ampak dejansko na neko uporabno vrednost, kako AI postaja, bi rekel, infrastruktura, tako povsod, v customer experienceu, v videu, v industriji, v researchu, pa v koncu koncev tudi v robotiki. Ja, AI Week je potekal ta teden, ravno včeraj smo se v bistvu vrnili v Milanu. V bistvu gre za 7. ponovitev, to sem prebral. Zdaj se je ta dogodek vedno tako imenoval, mogoče malo kaj drugače. Ampak gre za tako, evropski največji AI dogodek. Ne bi bilo nekje 25,000 udeležencev, bilo jih je res veliko, no, zdaj je točen tok, ne vem. Je pa nekje 5 stageov takih večjih, pol je pa v bistvu še ogromno nekih manjših odrov. Tako bomo rekli, logistično so kar dobro zrihtali. Stvari, kako v bistvu ta del, da imaš jim blizu vse stvari, tako da predavanje je bilo zelo veliko. Zdaj, tako kot si rekel, niso se fokusirali na modele. Kaj bi mogoče tvoj nek tak splošni vtis, pogreja pa mogoče na take pluse pa minuse? Zdaj, mogoče pričakovanja od AI Weeka so sploh, če si zelo v AI tokih, biznisu, novicah, pričakuješ mogoče malo več. V smislu poglobljenih nekih stvari, mogoče tudi predstavitev kakšnih stvari, neke stvari so bile, pa zdaj to ni mišljeno nad slabega, mogoče na bolj splošni ravni predstavljene, mogoče tako kaj kakšno orodje lahko dela, pa sploh, če ga že poznaš, ni bilo neke novosti. Ja, se mi zdi, da to, da pač dogodek privabi 25,000 ljudi, je mogoče tudi, rečemo so bili to malo sponzorski toki, ali pa od teh razstavljalcev tudi, ki so prišli bolj manj povedati, kaj je njihovo orodje. Tle se jaz tudi strinjam, da je manjkalo to, zakaj, ne vem, če rečeva, ne vem, HeyGen ali pa Software, so nekako pač prišli povedati, kaj njihovo orodje je. Manjkalo je pa mogoče, zakaj je video, pa kako se tega lotati, več kot samo neke gole funkcionalnosti, koliko so oni dobri. Ja, sej InLovable je bil tam, In11 Labs, se pravi, vse en veliki igravci v tem delu, ok, je bil tudi Anthropic en del. Zdaj, bili so običajno neki predstavniki, niso bili zdaj prav CEO-ji pa to razen Replita, neki pač produkt ljudje in podobno, tako ko so pač en del prišli predstav. Večinoma iz Italije, torej tako. Večina podjetij je poslala ljudi iz Italije, ker je bilo to tudi nekaj, kar nisva bila mogoče pripravljena, ker ni bilo zares komuniciran zelo veliko tokov v italijanščini. Ja, da eni so imeli slajde sicer v angleščini, pa bila je ena zadeva, ki si je rekel simultani AI prevod, ki je bil pa, z nami je bil še Igor na tem dogodku in mislim, da je ta del najbolj povzame, kar je on rekel. Če je govorc 5,000 besed povedal, teh je AI prevedel tam 2,500, tako da ima si dobil povzetek tega, kar je bilo tam. Tisti je bilo mogoče težje slediti. Ne, to je bilo, mislim, iskreno to je bilo slabo. Torej, jaz par predavanj sem probal v italijanščini poslušati s prevodom. Res je šlo neskončno napora v to, da sem sledil temu, kaj se dogaja, ker je pač prevod slab. Se mi zdi, da ta simultani AI prevod odlično funkcionira za pridem v trgovino nekaj kupiti in razumem, kaj mi je prodajalec vprašal, kaj mi povedal. Tako za neke kratke, za dialog lahko čisto funkcionira. Tudi ne vem, kaj Apple predstavil na AirPodsih Live Translation, njihov use case je bil ne zares poslušanje predavanja ali pa gledanje filma, ampak tako, dva, ki se pogovarjata. Se mi zdi, da tam boljš funkcionira. Tukaj, kaj je pa nekdo 15 minut ali pa 30 minut govoril, mogoče tudi kater model je bil tle zadnji, kako je bil nastavljen pa vse to, ampak ni dobro funkcioniralo. Ja, mogoče bi saj za te glavne odre, ki so bili v bistvu 4-5 takih glavnih, investirali v mogoče res prevajalce, pa itak imaš samo 2 jezika, se bi bila italijanščina pa angleščina, pa bi bil po mojem izkušnja boljša, ki bi lahko tudi res tem predavanjem sledil, ker verjamem, da so bila dobra, ampak ker pač ne poznaš jezika,
si pol ustvarjaš malo svoj del zgodbe. Tako da mogoče... v prevodu Lost in Translation dejansko. Ne? Torej, v prevodu se je kar nekaj stvari izgubilo ravno zaradi tega, tako kot si rekel, malo je bilo povzemanja, mogoče bo še malo nekih tehničnih težav, niti ne vem, ampak ogromno se je izgubilo, res. Ja, tako da po črto, mislim, zanimiva zadeva, verjeten, pa dajva zdaj ugotoviti, kaj so v bistvu mogoče pa nekih takih pozitivnih stvari ali pa stvari, ki malo bodo vplivajo, nakazuje neke trende, ki so bili tudi stvari pokazane, malo to predstava, po mojem. Tako. Ja, ne, sej tako, vsebine je bilo veliko, tudi kar nekaj vsebine je bilo dobre, treba je bilo pač najdati, če bi aplikacija omogočala to, da najdeš predavanja, ki so v angleščini, bilo tudi mogoče lažje se orientirati. Mogoče sam še en tak zanimivost mi je bila ta silent disco varianta odrov, torej eni od odrov so bili res veliki zagrajeni, torej 3 se mi zdi, ne, pa še 4-5 takih srednje velikih, kjer si pa dobil potem slušalke, da si poslušal ali to, kar je govorc govoril v mikrofon direktno, ali pa torej ta AI prevod, kar se mi zdi, da je pač res dobro funkcioniralo, ker te ni motil hrup, čeprav je bil oder postavljen pač sred sejmišča, sred dogajanja, zraven so ljudje hodili, ampak tako v primerjavi, ko grem na neko tako predavanje na Web Summitu ali pa na Inboundu, tam hrup precej bolj mot, tukaj daš pa pač slušalke gor in si res fokusiran potem na predavanje lahko. Ok, ja, so si zadala, da vsak zbereva 4-5 nekak stvari, zanimivosti, povzetkov, pa jih nekako pošerava, predebatirava, a boš kar ti začel? Ja, prvi je v bistvu Vibram case, ki so ga predstavili skupaj z Arsenalijo. Arsenalija je v bistvu bil en glavnih sponzorjev, to je pa v bistvu storitveno podjetje iz Italije, ki se ukvarja dosti na področju AI, CRM in podobno. In je dosti nekih svojih caseov tudi predstavil skupaj z brandi. Tako da ta del je bil v bistvu Vibram case. Zdaj Vibram znan kot izdelovalec gume za podplate. Zdaj njihova tako začetna ideja je bila v smislu, ok, oseba ima, ne vem, 3 leta stara je trail čevlje, copate, pa ne želi novih, rad bi jih pa, ne vem, obnovo, to je bila tako kao neka ideja. Ne? In zdaj pa je on zelo razlagal v bistvu v tem delu, ne, klasični e-commerce razume, ne, v srču iščeš nove produkte, marketing ti kaže, ne vem, nove modele, ki so, pol SEO ti da članke, kako mogoče neke stvari narediti, ne. Ampak stranka pravzaprav ne išče tukaj novega produkta, ne želi nič kupiti, ampak išče nek rešitev svojega problema. Ne. In večina danes še vedno se ukvarja s tem, kako, ne vem, meni na strani spremeniti, kako v bistvu, ne vem, mogoče search izboljšati, funnel, recommendation engine izboljšati, take stvari. Ampak v bistvu, kar pa stranka želi, pa imamo vprašanje, želimo odgovora. Ne. V bistvu razmišljamo sicer o customer journeyih, ampak imamo potem 4, 5, 6, 7 mogoče nekih buyer person ali pa nekih person, za katere so postavljeni customer journey in mogoče funkcionirajo, ampak vsak je malo unikatana. Ne? Ja, in on prav, ok, zdaj stranka želi odgovor, pač pa itak pa nekaj naprej z tega narediti in oni se zamislili, da to je čez neke chatbote, smart widgete in podobne stvari, ampak da je v bistvu imaš kar take landing page, ki so v bistvu generirani s pomočjo umetne inteligence, ki v bistvu ta posamezen landing page razume in intent in kakšen je bil tvoj kontekst, pozna tebe kot osebo, kakšne situacije si, pač v realnem času ti pravzaprav sestavi izkušnjo. Sej ta del je še malo science fiction, zdaj tudi oni, če tega nimajo čistko že aplikativno rešeno. So pa ti pa to pomeni, da v bistvu greš iz nekega contenta, ki je, ne, tle imaš ti content, gre dejansko v nek odgovor zate. In zanimivo je ta del, ko so oni rekli, ok, zdaj, kako bi pa zdaj bomo tja prišli, ne, ni 60% projekta AI, kako bo se to naredilo, ampak v bistvu je 60% je vsi podatki od podjetja strukturirani, se pravi, vsi modeli, vsi njihovi featurei, ne vem, kje se to uporablja, kakšne podlage, njihovi športniki, zgodbe, se pravi, vse to moraš v bistvu noter spraviti v te strukturirane podatke, ne je sam interfejs nad tem, ki pa to zgenerira. Tako da sej pa na koncu še enkrat poudaril to, ker ni nekaj novega, ne, ljudje, ki iščejo neke, se pravi, ne vem, če smo športne copate, njih
ne zanima, da brand govori, ne vem, o funkcionalnostih, o specifikaciji, o SQU-jih, ne vem, o takih zadevah, ampak ljudi sploh pri Vibramu iščejo v bistvu odgovor na to, a bom zdaj jaz spadal na mokrem kamnu ali ne. Se pravi, v ta del grejo, ta miselnost, se mi zdi, se pravi, te odgovore zdaj generirati on the fly. Se malo gre to smer, ki smo že mi dogovorila za AI, optimizacija in podobne stvari. Se bo po mojem v tej smeri začele stvari dogajati, mojem tudi te CMS providerji bo take stvari začeli tudi nekako komponirati, pa to, tako da se mi zdelo pa zanimivo razmišljanje takega brenda. No. Ja, ne, meni se zdelo to dost nova, dost futuristična stvar dejansko, ne, pa mogoče še ta izziv Vibrama, ok, za tiste pač Five Fingers čevlje so dejansko oni e-commerce in jih lahko direktno pri njih kupaš, ne, za vse ostale so ponudnik, torej imajo na spletni strani vseeno obiskovalce, ki so ali neki potencialni partnerji in kupci, a ne, torej, kjer jasno se moraš že prej opredeliti, kaj si, a ne. Tako, zanimivo razmišljanje, pa tudi razmišljanje, okay, kaj na strani ponuditi, kjer lahko dejansko generiraš stran in jo, torej, in tudi to je bilo zanimivo, torej, ne uporabnika vračati pol skozi na začetek, ampak razvijaj naprej, ko se mu pojavljajo neka podvprašanja, a ne. In nekako se tukaj ni bilo mogoče zares konkretno povedan, kaj, ampak kaj pa ponuditi pol partnerjem, ki, torej, ne vem, Pumi pa Adidasu, ki uporabljajo njihove podplate, kaj lahko oni na svojo stran vključijo skupaj s tema, ne. Ok, moje je tudi bil stav malo tako v pogledu v prihodnost. In sicer nisem si zapisal imena, mislim, da je Scott Likens iz PwC-ja, PricewaterhouseCoopers, je govoril o tem, pač kako gledati na prihodnost, ki ne vemo, kaj bo. Torej, nekaj vidimo na horizontu, on je to imenoval nekako Horizont X, ampak je tako še zelo zamegljeno, no? Ampak šel je skozi to pač kako, kje smo z AI-om in kam gremo, torej kaj nekako on vid, kako se stvari premikajo. In zdaj začel je nekako s tem, pač kako smo prišli do sem z AI-om, kjer smo, ne, torej koliko ima hiter adoption, ne, torej tako tisti klasičen graf, ne, torej ChatGPT je rabo ali pa nasplošno generativna umetna inteligenca rabila 2 meseca do prvih 100 milijonov uporabnikov, prejšnje tehnologije take disruptive, ki so bile take na nivoju infrastrukture, ne vem, internet je rabil 20 let, elektrika 70 let, telefon 100 let, da ga je imel 100 milijonov uporabnikov, ne. In zaradi tazga hitrega adoptiona so pa stvari, torej pri, ne vem, internetu so se pač stvari postopoma razvijale in tudi adoption se je postopoma povečeval, ne. Tukaj so pa zdaj stvari ful hitrejše kot svet funkcionira, ne, torej, če rečeva neko srednje ali pa veliko podjetje, ki se loti nekega poca na AI-ju, si zamisel, kako bo nekaj naredila v 6 do 12 mesecih. Ampak v teh 6 mesecih, ko se oni sploh lotijo dela, izvedbe tega poca, se je vmes tehnologija že 3-krat obrnila, ne, torej, modeli so se spremenili, neke mehanike so spremenili, mogoče nekaj na novo možno, kar takrat sploh ni bilo. In tudi ta naša uporaba AI-ja je pač kaže na to, da smo v nekem tem prehodnem obdobju, ali pa v neki tej veliki rasti, tako, ga uporabljamo še zelo na nek, tako v narekovaju bi rekel, na star način, ne, bojimo se, izoliramo ga, bojimo se halucinacij, povezujemo ga neke obstoječa orodja, ker pač tako znamo stvari uporabljati, ne, ampak nekako prihodnost je pa sigurno drugačna, so pač orodja, ki so AI native, ne priklopljena na naš in tudi umestniki niso pač, sigurno ne bo chat ultimativni umestnik, ampak stvar, ki jo on poudaril je, da AI da bo ali da postaja oziroma bo postal neviden, da bo pač prepleten res v vse v našem svetu, a ne? In da niti največji premik se sigurno ne bo zgodil tako nekako na nekem tem tekstovnem nivoju, ki ga mi najbolj poznamo, ampak da se bojo dogajali v laboratorijih, tovarnah, bolnicah, na infrastrukturi. To bo tisto, kar bo najbolj disruptive za pač ta naš svet, v katerem živimo. Ne? Pa je pa nekako opisoval, torej, kaj on vidi kot neko naslednjo fazo AI-ja, ki prihaja. Tle je bilo par stvari zanimivih. Ena, rečemo, top stvar so bili world modeli, torej svetovni modeli, ne jezikovni modeli, torej ne modeli, ki razumejo samo svet skozi besede, če tako rečeva, ne? Ker tudi v resnici te video modeli, slikovni modeli, ok, so že malo bliže tega, ampak svetovni model bi razumel, torej, kako se
kako svet funkcionira, kaj je fizika, a ne vse take stvari. Potem jasno humanoidi, o tem smo že kar nekaj govorili, ne? Potem AI agenti kot nek operativni layer, torej ne AI agenti, ki se tudi sami odločajo, in pa da nasplošno AI ni več samo digitalen, torej da AI se premika tudi v, ne vem, v CAD, v prototipiranje, torej kot del nekega, ne vem, 3D printinga, in pa potem pač, torej AI stvari postajajo veliko bolj fizične, ne. Popam, ne vem, mogoče dve stvari, ki sta bile tako, torej kako razmišljati zdaj o taki prihodnosti, ki se dogaja zdaj, ne, v končni fazi, mi je bila dobra poanta ta, torej ne razmišljati o return on investment, ampak return on experiment, zaradi tega, ker je stvar AI toliko nepredvidljiv po eni strani, da težko rečemo, če bomo naredili to, bo to, in zdaj pa dajmo ugotoviti, kakšno je povračilo tega 6-mesečnega poca ali pa nekega produkta, ampak dajmo delati kratke, tedenske, dvodnevne eksperimente, ki nam pokažejo, ali AI je zdaj nečesa sposoben ali ni, in se na podlagi tega več odločati. Pa mogoče še zadnja poanta mi je bila dobra, torej zdaj se ful pogovarjamo o human in the loop in je dobro rekel, ne, tako, human in the loop v resnici pomeni, da AI meni delegira taske, ne, torej ko AI neki reče, človek, daj to naredi, pa to naredi, ne, ampak in pa rekel, me je ful bolj taka stvar, kamor želim, da pridemo, ali pa bomo prišli, je human is the loop, torej tam, kjer AI dejansko človeku omogoča nek drugačen način življenja, ne. Ta je bila ta pač, ker human in the loop res skozi poslušamo, ne. Ja. Ampak ja, human in the loop pomeni, AI ti da nekaj zadelati, ne. Tebe prompta. Cool. Dobar, škaj bi pa z tega mogoče šla zdaj, ko si omenil humanoidne, pa da je AI vedno bolj tudi v nedigitalnih stvarih. Bilo eno predavanje, ki se mi zdi en tak povzetek od Porsche Consultinga o tem, kje so danes roboti, pa tudi roboti z AI-jem, pa zakaj tovarne niso polne robotov, če pa, veš, roboti so res toliko napredni, ne? In zdaj, čist mogoče začetek je na teza, ki se jo predstavili, je nekako po podatkih, ki jih imajo, ali pa glede na stopno razvoja, ne bi tam humanoidna robotika, da se je doživela ta svoj ChatGPT moment okrog leta 2028, ne. Je pa jasno, da zdaj še nismo tam, a ne. Zdaj, imamo dva primera. Na eni strani Boston Dynamics, Atlas, skače, dela prevale, ne vem, zadnjič je postavil robot na maratonu, svetovni rekordi in take stvari. Se pravi, dela neke zelo take stvari, ki ga gledaš, skače, zvija se, prevale, ni da ni. Tudi zelo mogočen zgleda, ne? Ampak za neke taka dela, ki so v industriji, ne, zelo ponavljajoča, je pa v bistvu robot zelo, zelo, zelo počasen. Eno pri samem učenju, drugo pa pri tem, da ga je zelo težko v bistvu naučiti osnovnih stvari. Recimo, kaj imajo roboti ful problem? Pobrati zmečkano vrečko, recimo, ne. Ločati dve stvari, veš, dva enaka kosa, da jih med sabo loča. Pa je razumeti, je embalaža poškodvana ali ni. Se pravi, pravilno mizo razvrstiti, ne vem, kdaj vprašati, ne vem, človeka za eno stvar. Se pravi, so vse neke stvari, ki v bistvu manjkajo danes robotom, tam, ki bi jih v bistvu želela imeti. Tako da pa je on v bistvu razlagal, da v bistvu mi govorimo o neki the nature of autonomy, ki v bistvu robotom manjka ful tega dela, se pravi zavedanja, ki so v prostoru, v smislu tega zavedanja, s kom vse delajo, kaj vse so neke parametri, ki jih morajo upoštevati, daj se morajo sami odločati, kako se sami odločajo. Mi zelo gremo na ta del, ta se jih tudi na daljinca, pa eno stvar sam naredi, tam pa pač tako kot človek mora biti malo fleksibilnosti, in ta del se zdaj v bistvu še zelo razvija, in trenutno je robot dober tako od 8 do 10 caseov, če sprav naredi neke stvari, je 8-10, zdaj industrija pa zahteva tam 999%, recimo 299 000
mora biti natančnost. Ti si ne moreš v industriji, ne vem, delaš avte, pa vsak dva boš vrgel stran. Ne? In tukaj je v bistvu težava, ki je, in on v bistvu pravi, da trenutno, ne, zakaj ni ne vem, več robotov. Eno je to, da manjka neka procesna inteligenca, to je to, kar sem rekel, se pravi, kako vse en robot v samem procesu deluje. Podjetja niso še robot ready, ker podjetja niso tako strukturirana, kot mislijo, da so. Podoben ta Vibram case, ne, v bistvu ful so porabljali za strukturiranih stvari, ker robot pa lahko deluje zelo v nekem strukturiranem okolju dober. Regulativa je še tako, malo na meji določena, se pravi, veš, kaj se dogaja, kako to zdaj urediti. Pa ena stvar, ki je recimo on izpostavil, ki ima resen tak handicap, je roboti nimajo data, da bi se učili, a veš, iz nekih realnih situacij, ko so roboti tam bili in pač to uporabljati. Ne? On zdaj pravi, da so neki humanoidni roboti tam, ker je bilo računalniki pred množično uporabo, se pravi, in sprav, zdaj se trenutno sprašujemo, kdaj bodo roboti pripravljeni za podjetja, v bistvu pravo vprašanje pa je, kdaj bodo podjetja pripravljena za robote. Se mi zdi včasih malo iz druge premise štartamo. Tako da tudi na sejmu ta vlad so 2 robota, ok, bili so 3, bil še Optimus, od Tesla se res sam stal tam, pa bila sta 2 te kitajski, ki so tudi v Sloveniji bili uvoženi in en kužek. In to je bilo vse na daljincu še trenutno. Tako da je dal pa en primerno podjetje logistično, pa recimo v enem skladišču v Cipru že recimo probava z 5, 10, pa je nek proces in zdaj, če bo to uspešno v letošnjem naslednjem letu, imajo po Evropi več teh skladišč, bi lahko bili prvi, ki bi v Evropi imeli 100 do 200 robotov, humanoidnih robotov, ne pač v njih dejansko da bi jih lahko uporabljali. Ja, meni se zdi pa robotiki to zanimivo, da en kup problemov smo v industriji pa v proizvodnji že rešili z roboti, ampak pač statičnimi roboti, ki imajo pač zelo fiksne naloge, zelo jasne naloge. In torej to, kar je ostalo za humanoide, je v bistvu ostalo to, kar je že prej od ostalih robotov ostalo za ljudi, Tako. In to so pač težke stvari. Torej, saj ti bi lahko imel robota, ki bo humanoidnega, ki bo neki parel pa neki nekam drugam nesel, ampak to dela zdaj že pač ful bolj prilagojen robot kot humanoid, ker pač je to stvar, ki je na nekem vozičku z eno roko, ki pač pride, prime, odpelje, odloži, ker je pač stvar predefinirana in pač tem humanoidom ostajajo res najbolj zahtevne stvari. Sem pa ravno to tudi bral, jaz sicer ne glih od 2028, ne vem pač, kakšna je ta časovnica, ampak da sigurno pač nam neke ključne stvari manjkajo. Boston Dynamics je že full let nazaj naredil pač zelo dobre robote, ki znajo naravno gibati se, pa orientirati se v prostoru. Ampak sigurno je ta AI image recognition, torej prepoznava slik pa videa, prinesel to, da se ful boljš orientirajo, da ful boljš razumejo prostor, v katerem so. Ampak pa so pa še vedno izzivi zdaj, kakšen je pa tle delay. Pri nekem robotu je to veliko bolj pomembno, kot če jaz v ChatGPT nekaj napišem. In so pač, so zdaj pol to neki lokalni modeli, ali zelo hitri modeli, ali model, ki deluje na nekem data centru, ki je v tovarni, da je pač latency veliko nižji. In te stvari bomo mogli rešiti, pa verjetno še kaj, preden bojo lahko te humanoidi uporabni. Ja, sej je res, ko bojo podjetja pripravljena za robote, se pravi, v krog boš mogel okolje tudi malo temu prilagoditi. Sigurno, ja. Tako, ko si mogel za pač te robote, ki se vozijo okrog na tla nalepati črte. To je te nove tovarne, tako, ko bodo bolj tem optimizirane stvari. Cool. Prav, pa bi se jaz kar na to navezal, ko si omenil to nekako, koliko je AI dober, kakšno natančnost moraš imeti. Ena taka malo širša tema je pač AI v industriji, predvsem fokusirano potem na to, kakšno vlogo lahko Evropa tukaj odigra. Pač tako geopolitično mi je bilo to zanimivo o tem razmišljati. In par točk. Ena od točk je bila, da adoption umetne inteligence v industriji je sigurno počasnejši, kot so ga napovedovali. Kar je po eni strani prednost za Evropo, po drugi strani pa pač to čist realnost, In dejstvo je, da pač pri nekih consumer rešitvah je nekako, 70% accuracy good enough, torej
Tudi če ni čisto vse pravilno, kar mi je ChatGPT odgovoril, je ok. Tudi če nek agent v customer supportu ne odgovarja čisto 100%, je to še sprejemljivo, ne? Ker torej je benefit večji od losa. Če pa rečemo specifično neko eni tovarni, tam pač 70% ni ok, ker to pomeni, da so 3 od 10 izdelkov, ki se jih bo AI dotaknil, neuporabni ali pa morajo iti potem v neko ponavljanje in tako. Ne? Torej, eno je, da mogoče ta pač AI še ni čist tam, da bi bilo to ready za industrijo, enako kot roboti. Ne? Potem je pa dobra poanta ta, torej, da se vidi in tudi v to smer gre, da pač Evropa ne bo zmagala po količini investicij v AI, po številu GPU-jev implementiranih, po hitrosti, koliko dobro skaliramo, po modelih, ki smo jih sposobni narediti, ker se vidimo, pač naš največji, najboljši model je Mistral, pa v njem pač nič ne poslušamo. Ne? Hkrati se pa v Ameriki, pa v Aziji so mesečno ali pa na 2-3 mesece so dejansko ful veliki premiki v modelih. Ne? Ampak pol na drugi strani, sploh kar se tiče industrije, imamo pa ful močne domene v Evropi, kot je pač farmacija, strojništvo, avtomobilska industrija, pač, mislim, ki je malo v šejki času, ampak je močna. Ne? Vedno izhaja iz tukaj. Ne? Tako, kemija, luksuznih stvari imamo zelo veliko, tudi letalska industrija, pač imamo neke svoje playere, ki so kar zaresni. Ne? Dajmo se ne fokusirati na to, kako bomo zgradili, kako bomo omogočali nek evropski OpenAI kot podjetje, ampak kako AI ugraditi v industrije, kjer imamo mi že prednost in kako pač to prednost še povečevati. Ne? Ja, ne da bodo druga podjetja, druge AI izkoristili, da se približajo tem industrijam. Ne? Tako. To se mi zdi tako pomembno za Evropo razmišljati, tudi kar se tiče pol in pravno in po pravilih in zakonih gledano, kako prave stvari omogočati, da bomo tle lahko neko prednost dejansko naredila. Ne? Ja, sej, mogoče bi se tle navezal na ta del, ne? AI transformacija, to si pač omenjal. En del je bil, en del enega predavanja je govoril raven o tem, da AI transformacija ni, a veš, tehnološki projekt, ampak gre za organizacijski, ko rečemo, rewiring v podjetju. Zdaj, ne deluje, zdaj, tu gre za podjetje, ampak bi tudi malo širše aplicirala na Evropo, ko se zdaj rekla. Ne deluje zdaj samo tako, če podjetje investira v neka orodja pa modele. Uspeš takrat, ko imaš neke 3 nivoje, 3 sloje, ki ti v bistvu omogočajo, da ta AI res izkoristiš. In prvo so vodje. Vodje so tiste, ki morajo preoblikovati to miselnost, pa sistem dela. Ja, kupili smo AI orodja, ampak morajo vodje v bistvu ustvariti neko okolje, kjer je eksperimentiranje dovoljeno, kjer je, neuspeh nekaj, kar je obvladil, ker ni AI in dodatek, ki ga imaš sam zraven, zdaj pa še to uporabljaj zraven, ampak postane AI del operativnega dela. In ti pač v bistvu, že rekel, zdaj zaposleni lahko to sprobajo, imajo opcijo tudi, da fejlajo, da lahko ekstra ure za to porabijo, znotraj tega, drugače ljudje ne bodo pač tega sprobali. Zdaj drugo so ljudje ali pa zaposleni, se morajo pa pač naučiti malo drugačne vloge. Veš, ni to samo, da delajo neke, rutinske naloge, ampak morajo v bistvu razumeti, kaj od njihovega dela je rutinska naloga, kaj bi jo lahko konec koncev dali AI-ju, se ne tega bati in po drugi strani, več časa nameniti tem, da si z AI-jem pomagajo, da si lažje, usmerjajo, da dobijo neko boljšo, analizo, da konec koncev se odločijo na konec koncev, kaj je boljš. Se pravi, greš bolj iz tega doing v judging, iz operativnega izvajanja, pač pogledaš, da so rezultati v redu, dodaš se svoj touch, usmerjaš, se pravi ta del, kar dobiš. Pol ta tretji del, ali pa tretji nivo so pa v bistvu AI sistemi, ki pa v bistvu se morajo, znati delovati, spraševati, prilagajati temu, kako naše pač podjetje dela. Zdaj temu rečemo, so to neki, agenti, da imamo, pol
pač prave kontekste not prenašene, da se učijo na naših podatkih. Se pravi, da imamo, če prekaj temu layer, ki je mogoče del najbolj IT-ovski, da pač spravimo na neko mesto vse skupaj. Ne vem, če neko podjetje, tako kot je Frodex ali pa tako, ima vse sestanke nekje in se potem neki analize zadnje delajo in so na voljo vsem, recimo, ali projektnim vodjam pri prodaji in podobne stvari. Ne, to je nekaj, kar se sistematično dela, ne, postane del sistema. Nobena je transformacija, pa tukaj ne uspe zaradi sam enega dobrega orodja, ampak tako se v bistvu ta mindset ljudi spremeni. In tukaj se mi zdi res se štarta iz vodij, ker nisem tako, slišal sem zdaj to pa to, na primer, recimo, veliko ljudi šlo zdaj na AI Week, pridejo, pa to vse je možno, ne? Zdaj treba dati ljudem možnost, da eksperimentirajo, da lahko te stvari delajo. Sprav, da ni AI, zdaj imamo to spet en IT projekt, ki ga ljudje pa tako vzamejo, ampak v bistvu se morajo podjetja AI vzeti in se v bistvu spremeniti, morajo v bistvu ta operacijski model podjetja, doskrat se to tako komunicira. Zdaj, na koncu je misel, ki mi je bila ful všeč, zdaj, ko jo moram podeliti, je, AI ne bo nadomestil delovnih mest. Bojo jih pa nadomestila podjetja, ki bodo integrirala AI v svoj operacijski model. Ta del se mi zdel tako. Ja, tako, kot ne vem, smo imeli Nokia, smo imeli take stvari. Ne. Zgodil se bo v tej AI dobi, da bomo imeli čez 5 let neka nova podjetja, ki so v neki novi industriji in to si raven, sem hotel prej pač izpostaviti. Ne. Ja, ne vem, imamo v Evropi neko domensko znanje v farmaciji, ampak dostopnost zdaj do vsega tega znanja prek AI je bistveno lažje in zdaj ne vem, če je nekdo investorsko bolj na Kitajskem podprt, lahko zgubimo nekaj takega. Ampak to je najbolj regulirana stvar, so še bistveno manj regulirane, ker pa lažje še vstopaš v to. Ne. Tako da ta del se mi zdi, da in podjetja bi se mogli tako obnašati in mogoče cela, ne vem, Evropa bi se lahko bolj tako obnašala na ta dela. Ne. Sej, dajmo regulativa, mora biti, se strinjamo, ampak ni pa raven podporno razvojno okolje za AI tehnologijo. Ok, ne, ker si govoril o teh nivojih pa korakih, se mi zdi tako, dobil sem eno idejo, da mogoče je to bila lahko ena od naslednjih epizod tudi, kako se pač lotevati uvedbe AI-ja v podjetje, ker je pač, tako kot si rekel, to je večplastna stvar, ja, ne, zelo, zelo pomembna. Ok, moja predzadnja, ali kje sva, ne, je to, da z vibe codingom ne prideš do rešitev za produkcijo. Tle je to predstavitev imel software, torej oni so pač no-code, low-code rešitev za izgradnjo softvera. In tle poanta je bila ta prava, ne, torej so rekli, ok, če ti pač če neki vibe codane rešitve še vedno prijem grejo v produkcijo, pridejo do IT-ja. Torej, pot do rešitve je krajša, kot je bila prej, ampak še vedno je IT bottleneck, ker pač ta nepregledana, zelo pač neoptimizirana koda pride do IT-ja, da potem IT iz tega naredi rešitev. Kar zdaj, ali to samo pomeni nek pregled kode, refactoring, nek popravki bugov, ali pa to lahko včasih pomeni cel rewrite, pa v bistvu smo pač prej prišli do prototipa in da smo lažje razložili IT-ju, kaj neki je. Ne? Kar je tudi dobro. Kar je zelo, zelo koristno, ja. In tudi lahko je včasih za nek interni tool to good enough, ne? Ampak za nekaj, kar bo šlo pa v produkcijo, pa v širšo uporabo je pa pač res zelo veliko zgodb po internetu, ki so bile take razmeroma velike rešitve pohekane in pač to res ni v redu. Ne? In njihova poanta je torej, da poslovni software res rab pač imeti dobro pošlihtan upravljanje uporabnikov, preverjanje identitete oziroma do česa imajo dostop uporabniki, torej njihove vloge, pravice, varnost mora biti na ta pravem nivoju, podatki, integracije, poslovna pravila morajo biti noter, software mora biti vzdrževan in jasno tle je bolj ta prehod na to, kako oni na to odgovarjajo, ne? Ker pač ti že z vibe daš rešitev tudi v njihovem orodju, ne? Ampak je ta rešitev potem sestavljena iz vnaprej zgrajenih building blokov, torej oni imajo rešitev za user management in je pač
kot taka tam uporabljena kot del tega. In tudi v bistvu imajo bloke potem vnaprej pripravljene, kar je verjetno najbolj omejujoča stvar tega celega njihovega steka, ne? Da so bloki vnaprej pripravljeni in jih potem v bistvu zlaga skupaj bolj kot neke Lego kocke, ne? Imajo sicer potem vibe coded blok, ki je lahko čist custom, ampak ne moreš z njihovo rešitvijo priti čist do iste rešitve, kot bi jo z vibe codingom, je pa definitivno na čist drugem nivoju ta stvar, ki jo pri njih narediš, torej, da imaš te osnove noter pokrite, user management je pokrit, ne boš se ukvarjal s tem, če je nekdo user, nekdo je, ne vem, zunanji uporabnik, nekdo je interni uporabnik, nekdo je admin, kaj oni vidijo, do česa smejo, to pač, te stvari so pokrite, tudi v ozadju je pač resnična baza, ne mogoče neki JSON fajli in take stvari. Skratka, njihova poanta je, da vibe coding mogoče ni dovolj, da rabimo, torej, ne vem, če bi Lovable neki task imel, torej, da bi imel neke vnaprej zgrajene stvari, kar se tiče varnosti, pa tam smo sploh poslušali to, ker so bili oni povezani na Supabase, da so bile tam vse baze odprte, če si jih znal pogledati, tako en kup takih varnostnih izzivov. Ne? Tako da pač, ja, sam vibe coding ni dost, rabaš neko kontrolo, ne? Kar tudi pomeni v IT ekipah, ki uporabljajo vibe coding, je treba imeti procese prilagoditi, ne se zanašati na to, da bo developer te stvari kar sam od sebe vedel. Ne? To se mi zdi ful dobra poanta, ki si zdaj dal ne, v katero smer gre. Ne? Prvo, zakaj bi bili ti bloki bolj uporabni? Ok, eno zato, ker so rečemo najbolj preverjeni pa zaščiteni. Druga stvar, tako iz vidika, če misel AI, a ne, kar so na Antropikovem predavanju tudi rekli, pač še vedno je to zelo linearna rast, trenutno AI napredka, ne, ni videti, da bi se, ne vem, krivulja kakorkoli zastavila. Zaenkrat dodajamo, povečujemo data centering capability AI se izboljšuje. Ne? Tako je, gremo proti tem, da bo lahko neke tedenske teske naredil, v smislu razumel, zakaj se je do nečesa prišel, si kako zmanjša churn na nekem segmentu in ga razumel in ti pripravljenih v kampanjo. Ampak, kar sem hotel, te sam res sem zdaj ena stvar je, če bi reusali neke bloke, ki res dobro delajo, pa vemo, da delajo in so standardizirani, na koncu to pomeni ogromno manj porabe tokenov, ki jih zdaj koncu vsak reče, jaz porabim tudi user management za ta svoj app in pač porab neke tokenov, vsak mu malo drugače naredijo. Ja. Odvisen, to bo pa njih tudi zanimiv tak, kar so oni imenovali dual mode, torej kadarkoli lahko s promptom urejaš to aplikacijo, pa jo izboljšuješ, lahko greš pa v editing mode, kjer na roke stvari upravljaš in ne porabljaš tokenov in tudi pač imaš drugačno kontrolo na tem, ali pa za nek majhen popravek ne rabaš prompta pisati. Ja, to je super stvar. Okay. Res, da rabaš malo več znanja, mogoče. Sigurno. Ampak si pa bližje tega, ker bi jaz rekel, da ne vem, to statistike nimam, ampak bi rekel, da imaš na Lovable tako 80% nezaključenih stvari. Tako. Verjetno še več, bi si rekel. Ok, a gre vsak še eno? Ja, ena stvar, ki se mi dela zanimivo, je bilo od Genesisa, imel par predavanj, ampak ena poanta vseh teh skupaj je bila to, da avtomatizacija rešuje neke naloge, orkestracija pa rešuje zid, pa bi to prav malo pojasniti. Recimo, imamo en primer, stranka je recimo na letališču, kliče na support, nekaj se zgodi, pač ne dobi supporta, piše pa še nek tiket in začne se ponavljati to, da ne vem, na 3 različna mesta to da, razloži, ne vem, take stvari. Se pravi, ni optimiziran nek pravi support, oziroma ker zadnji sistemi niso povezani, a veš, vedno se samo ne ve, tudi imamo virtualnega agenta, reš samo do nekje, pa bi pa nek človek lahko neke stvari rešil. Ne? In ena poanta dobre orkestracije je, če imaš ti enega dobrega agenta, ki ga pokličeš živega agenta, pa smo zdaj virtualnega, ti bo on znal kompleksne stvari rešiti v smislu, da ima neko sposobnost samoodločanja, kaj naredi, kaj ne naredi, se pravi, ko ima v Disneyju, Amerijo, to ima $2000 nečesa, kar lahko sami neke osebe podelijo, kar tam pa koga upgradeajo, mu dajo neke frine, prav eno zna to narediti, ve, kaj lahko pa znotri ga naredi in zelo hitro zna navigirati po mogoče vseh podatkih,
ki so dostopni v te stranke, pa hiter pogled nek kontekst. Stranka je ostala na letališču, ne vem, potuje z otrokom, to je bil pač ta case, da ima neko težavo, pa zato zamuja. In pač zadeve reša. Ne? In ljudje se zelo radi pogovarjamo takrat, ko gre za kompleksno živimi agenti. Ne? In zdaj agenti se pa pogovarjamo takrat, ko nimamo te možnosti, druge možnosti, ne? Razen, če bi pač agent nam uspel to, kar smo prej rekli, da bi dober case, pač v bistvu pripraviti, da bi nam dal tudi te informacije oziroma nam na tak način to serviral. In ravno tem je ta poanta neke orkestracije, je, da ti v bistvu imaš agente, ki živijo samo na delu tega procesa, ampak si znajo med sabo potem pošiljati ta pravi kontekst. In v bistvu, ne vem, drug agent od recimo od SAP-a, ki ga ima zadnji ali pa še od tega drugega sistema za transakcije, pokliče tega agenta in tam pove, tukaj imamo še frej, lahko, ne vem, damo boljšo ponudbo. To je stranka, ki, ne vem, že 5krat pri nas kupila. In v bistvu ta del je res dodana vrednost, da v bistvu to uspemo nekako skupaj povezati. Podjetja danes še niso čist tam, zato ko vseeno imajo neke stvari, vseeno malo silosne reši, ali pa agenti obstajajo znotraj enega dela. Tako da pol se pogovarjamo o nekih, recimo temu, nivojih, kako do take rešitve pridemo. In eno je čisto, da zautomatiziramo stvari, to smo rekli, virtualnega agenta damo, da se javlja takrat, ko mi nimamo oseb, da, ne vem, pa imamo augmentacijo, to pomeni to, kam recimo Limpaj Parlej je recimo, da pripravi odgovore, v prvi fazi pomagal zaposlenim, pol pač postane to neka optimizacija, pa tudi sam začne odgovarjati. Pol si pa zelo v tej personalizaciji, kot smo rekli, tam je oseba sama videla, da je to, ne vem, redni potnik, da potuje z družino, da v bistvu ima možnost se upgradati, če ves ta kontekst intent dobimo noter in pač se na to odzovemo in pol pridemo šele do nekega 4. nivoja, ki je pa pol optimizacija, ki v bistvu iščemo, kako najbolj zoptimizirati zdaj vse te procese, veliko in layer, ki je čist pol na koncu, da se res hiter podatki prenašajo, kako bomo mi zdaj zelo hiter dobili podatke iz booking sistema, iz transakcijskega sistema, če moramo v realnem času se odločiti, da osebo lahko upgrademo v nek del ali ne. Tako da optimizacija je sam dela upravlja, ne vem, augmentacija pomaga ljudem, personalizacija pa na koncev izboljša to izkušnjo. In v tem delu se mi zdi je prednost, ko bomo tja prišli, gremo počasi tja, zdaj imamo mogoče malo take posamezne fragmente, in bolj, ko bomo to dosegli, da bomo bliže živega agenta, ki bo znal take kompleksne stvari, boljši adoption bo v AI, tudi voice AI, trenutno se pa ljudje po mojem takrat bolj odločijo za AI, kot nimajo druge možnosti. Ja, zdaj smo pač v tem prehodnem obdobju, ker tudi mogoče AI ni še za vse tako dober, ampak po drugi strani, da je vrednota to, da boš ti govoril s človekom. Moja zadnja je taka malo bolj zabavna ali pa zanimivost. In sicer bil sem na enem predavanju, kjer je nekdo piše doktorat iz tega, ali lahko uporabimo AI, da bi razumeli zvoke, govor delfinov. Pošlo je čisto to, torej kako delujejo large language modeli, kako se jih natrenira, tudi machine learning modeli konec koncev. Torej, da štartaš s tem, da imaš neko sliko, pa vpis, kaj je na sliki, ali pa imaš nek zvok, pa vpis, kaj je na tem posnetku. In to je ta prvi nivo, ki je pa zelo težko ga v resnici narediti, zelo veliko ročnega dela gre v to, da vse to potegaš. Pa rekel, naslednja faza je v bistvu imaš bližanco, torej ti daš AI-ju ali pa pač temu za treniranje AI-ja gledati video z zvokom, kjer lahko potem on sam dela te preplete, da je zdaj na videu glas mačka ali pa glas psa ali pa da nekdo govori o slonu, pa da je tam pač slon gor na videu. Ampak skratka, rabaš neke te pare za treniranje. In tudi, rekel, pa ko analiziramo človeške videe, tam je zelo veliko nekih stvari, predmetov, torej nekih samostalnikov, do katerih potem pridemo. Pa je prav to isto aplicirati na delfine in je rekel, smo pač se povezali z nekim laboratorijem za raziskavo delfinov, dobili na 100,000 slik, kjer so bili pač delfini pa voda,
tako v smislu zelo take enostavne slike in tako malo stavili, kaj ne zdaj s tem, ne, kaj bomo, a bo res AI kaj v tem videu. Ne? Ampak koliko so se pogovarjali z eno raziskovalko iz tega inštituta, a ne, ona je pa na sliki videla, kjer delfin je kjer, koliko je kakšen delfin star, koliko so globok, torej glede na to, koliko je bila, ne vem, se je videl gladino, ali je bilo pač bolj svetlo, ali bolj temno, ali se je videl tla. Tudi že sami slike ona približno vedela, kaj počnejo, kakšen je nek socialni kontekst. Tudi potem, ko so recimo kaj pokazal par primerov zvokov, ne, nekak iz tona tega njihovega, karkoli pač delfini počnejo, mislim, kakorkoli že oni te zvoke proizvajajo, ampak iz tega nekega klikanja visokofrekvenčnega je bilo pol treba ugotavljati, ok, a je zdaj pač ta zvok nižji, ker smo globi, pa je pač pritisk večji, ali ta zvok nižji, ker je dejansko delfin želel nižje imeti, ne. Skratka, s to researcherko, s to raziskovalko so potem naredili teganje teh slik, da so na slikah potegali, kaj se dogaja, ali pa kaj je nek tak kontekst na sliki. In ko so to spravili potem v AI, so zdaj prišli do, rečemo, prvih nekih ugotovitev. To je pač raziskava, ki še poteka, ampak nekako so znali, je AI zdaj uspešno že zna prepoznavati videe, kjer delfini brskajo po morskem dnu, torej kjer recimo nekaj lovijo, nekaj iščejo, in pa tam, kjer dva delfina nekako plavata vzporedno in so neki znaki socializacije. Ne? Torej, da zna potem že samo iz audio posnetka prepoznati, kaj naj bi se dogajalo, torej, ker takrat pač spuščajo drugačne zvoke. Tam pri, ne vem, brskanju po tleh pravi, da najverjetneje niti ne gre za neko komunikacijo, ampak je pač bolj to, da s tem zvokom pač privabljajo živali bolj na površje ali pa pač neko dogajanje to, medtem kad le pri socializaciji sumijo, da gre za za nek dialog. Ne. Ampak kar sem pol razmišljal, ne, torej, se imamo v bistvu isto težavo pri uvedbi AI-ja v podjetje. Ne, torej, v AI mi lahko damo vse maile, ki smo jih poslali, ampak včasih se ne ve, zakaj je bil ta mail poslan, ne, ali pa mu daš noter finančno poročilo, pa je tam neka izguba, pa ni mogoče zraven neke zvezdice, zakaj je bila ta izguba, je bila to neka investicija, ali smo imeli neko tožbo, torej, lahko je nekaj zelo razložljivega, ampak AI bo tam pač sam videl tist minusa. Ne. Torej, AI zelo pogosto, tudi če temu rečemo, treba je dati ves kontekst, ne, vse, kar se dogaja, manjka še nek ta zakaj. A ne. Torej, s tem kontekstom smo že veliko naredili, manjka pa še vedno en sloj tega, kaj se dogaja. Ne. Mislim, DNA manjka, da je eno predavanje. Tako, ja. Ki je govoril o tem, da pa podatek za AI dejansko nek smisel, ne. Tako, kot si rekel za bilanco, pa bi ti, ne vem, računovodja pojasnil, oziroma nekdo, to smo to naredili, malo stvari, včasih to pozabimo, ko sam dajemo noter. Pa mislim, da je to neka poanta, ki sva je danes dosti tukaj povedala, ne. Na teh delfinih je primer, AI je marsičesa sposoben danes. Ne more pa kar nadomestiti vsega, če mimo ne damo, ne sam kontekst, tudi razumevanje, ta zakaj mi je bil ful všeč. Cool. Drugače je očitno kar v redu, a ne? Ja, torej, včeraj smo se malo pogovarjali, ko smo se vračali, pač, da res ni bilo vse skupaj na nivoju, ne. Jaz sem se pritoževal na tem, da pač velik fail se mi je zdel to, da moraš čakati v vrsti za vodo, ker voda je bila zastonj, samo hkrati je bila tam predstavitev nekega produkta, ki je delal še vode z okusom. Super stvar, ampak jaz včasih rabim samo pač 2 deci vode in iti na naslednje predavanje in ne čakati 10 minut v vrsti za to, da bom dobil vodo z malo mangovega sirupa noter. Pa pač ta italijanščina se zmotila, sigurno, če bi pač lahko v agendi sfiltriral angleško-slovenska predavanja, bi se lažje orientiral tam. Tako, je bilo veliko zanimivega, nekaj je bilo reklam, to je tudi na Web Summitu je nekaj predavanj, ki so reklama. Dejstvo pa je, da jih po imenu pa opisu včasih težko prepoznaš. Opisi so zelo dobri za jajo zgenerirani. Se ga pa da v prvih 3 minutah ponavadi zaznati. Tako da, cool. Super, ok. Hvala za poslušanje. Če vam je tale video všeč, ga dajte podeliti naprej, dajte nam kakšen like, komentar. Če imate kakšen predlog za temo v prihodnosti, tako kot so ga mi do zdaj vmes dobila,
Dajte nam pisati. Sicer pa hvala lepa in se slišimo naslednjič. Čau. Čau.